je več kot 1200 podpisov jeznih prebivalcev škofliške in iške občine, ki si nad svojimi glavami ne želijo električnih žic. Tudi ob južni trasi živimo ljudje, ne samo ptice in narave. Sedaj smo sicer na robu krajinskega parka Ljubljansko barje, ampak imate lepo situacijo, en daljnovod, naselje Babna Gorica in poleg naj bi šel še en daljnovod. Poleg sedanjega 400-kilovoltnega daljnovoda nameravajo zgraditi še enega, dvakrat močnejšega. Kar pomeni, da boste tukaj tekla dva daljnovoda v seštevku 1200 kilovoltov. Alternativa južni trasi, ki v 80% poteka po zaščitenem območju Natura 2000, je severna trasa, a tudi prebivalci Broda si dodatnega elektromagnetnega sevanja ne želijo. Nikakor ne bi jaz postavil hišo na tako mesto, če bi vedel, da bo nekoč potekal daljnovod. Nihče pa ni obvestil niti Tomaža Garbajsa iz Škofljice, ki je pred 3 leti brez težav pridobil gradbeno dovoljenje, sedaj pa mu grozi, da se bo moral iz nove hiše izseliti. Takrat bi mene opozoril, bi jaz to drugače razmišljal. To je zavajanje ljudi. Po hudi bolezni, za katero krvi električne žice nad svojo hišo, po vselitvi razmišlja tudi Antonija Petrič. Pri 1200 jaz mislim, da ne moremo več tle živeti, da nas bo dobesedno sežgalo. Rak ni zaznamoval le Antonijinega življenja, temveč tudi usode mnogih njenih sosedov. Na tem področju, to se pravi v hiši in pa iz delavnice, če tako rečem, je umrlo 5 ljudi. Zaradi bližine daljnovodov pa so razvrednotene tudi nepremičnine na sicer zaščitenem območju Ljubljanskega barja. Prebivalci so jasni, če zaradi zaščitenega metulja že 10 let ne morejo zgraditi škofliške obvoznice, potem je popolnoma nelogično, da bi zgradili še en visokonapetostni daljnovod. Nam se pa v bistvu zelo neumno zdi, da bojo pa gledali še en daljnovod, ki v Sloveniji od tega ne bo nič imela, ker je v bistvu namenjen samo Evropski uniji za transport elektrike iz severa proti jugu. Ministru za infrastrukturo in prostor sporočajo, da zaradi transporta elektrike ne bodo tvegali svojih življenj. Proti gradnji daljnovoda bodo uporabili vsa sredstva. Rešitev zanje bi bila le podzemna elektrika, a se o tem Eles zaradi dražje izvedbe ne želi pogovarjati.